En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, 2020, v četrtek sem probala včeraj, pa ni šlo. Dejansko je skozi štekalo, kar naenkrat ni šlo, tako da, potem sem video zbrisala, pa sem danes ponovila. En lep dober večer, danes ima moj drugorojenec, to pomeni Tristan, 14 let, tako da smo praznovali rojstni dan in sedaj sem z vami, polna inspiracije, da podelim z vami izredno zanimivo temo, tisto temo, za katero mislim, da je marsikatero življenje zaradi tega težje, da je marsikatera izkušnja potem dosti bolj boleča, da je zaradi tega marsikatera ideja ostala nerealizirana, zaradi tega, ker razmišljamo, kaj bodo drugi rekli. Ampak tema, katera se glasi, danes bom samo na širše povedala, potem pa se bomo dotaknili vsakega področja posamezno. To meni tema je, kako vplivajo zavist, ljubosumje, nevoščljivost na naše življenje. Sem poljub tistim mojim dragim, bom rekla sestram. Bom tudi povedala več, zakaj ne bom govorila več o boginjah in da bom boginje res nagovarjala takrat, ko bo to potrebno. Ok, imam eno vprašanje za vas. Drage moje, dragi moji, vsi, lahko tudi moški. Resnično me zanima, res preberem se, pogledam, prav vesela sem, karkoli mi napišete. Vprašanje se glasi, ali ste bili kdaj zavistni, nevoščljivi, ljubosumni? To pomeni, karkoli izmed tega samo izberite. Ali ste bili nevoščljivi, zavistni, ljubosumni? Izberite katerokoli čustvo in napišite. Ne zdaj govorim, samo ali ste bili vi. In lepo prosim, vmes bom prebrala, kaj ste mi napisali. Več, ko bom dobila odgovorov, več bom poskušala osredotočeno govoriti na posamezno temo. Lahko napišete, ja, sem bila zavistna. Ja, sem bila ljubosumna, ja, sem bila nevoščljiva. Kako lepo. Nina, en velik poljub ti pošiljam, zaradi tega, ker si bila prva, ki si napisala, tako da odlično, Nina. Resnično, med tem časom, ko boste vi pisali, bom jaz govorila o tem, kajti ni osebe na tem planetu Zemlji, da ne bi imela v sebi noter hudička in angelčka. Vsi smo šli čez temne energije, da smo prišli v svetlobo. Brez tega ne gre, to meni vsakemu noter v nas se je karkoli takega prebudilo. Tudi jaz sem bila nekoč zavistna, mogoče ne bi glih rekla zavistna, sem bila ljubosumna, sem se troje. Nika, tako, izberete tisto, katero je, kajti to je tisto čustvo, da veste, s katerim čustvem ste že operirali, ker mi je zadnjič rekel en moški, je rekel, veš kaj, jaz te vseeno gledam, kakorkoli, da ti nagovarjaš ženske, jaz te vseeno spremljam in res je, najbolj zanimivo, da veliko moških je moje knjige prebralo, zato je pa tudi zanimivo, vsi tisti, ki si upate danes to priznati, potem pa ste kupili mojo knjigo, to pomeni, da ste tek in tek na pravi poti, da se tega želite znebiti. Ok, en rek, ki mi je pomemben, da ga še enkrat preberem, ker sem ga zadnjič objavila, od Alberta Einsteina, ki se mi zdi res dober, sem ga zelo hitro izpisala. Ženska, ki sledi množici, navadno ne bo prišla dlje kot množica, to pomeni, bo ostala v povprečju. Ženska, ki hodi sama, bo najverjetneje našla sebe na krajih, kjer nihče še ni bil. Kako lepo, ojle vse tri, drage moje, to mi je tako všeč, danes pa nič več. Havš. Sorry, havš je malo več kot hvala, to so me naučili moji šamani, ki jih izredno spoštujem, takole jim pošiljam poljubček, ker tudi oni me spremljajo in gledajo in pol ocenjujejo, ne ocenjujejo, poslušajo srce, kaj poskušam povedati. In danes, ko sem rekla, da bom govorila o tej temi, oziroma, ko smo se že pogovarjali v nedeljo, da bom govorila o tej temi, se je še gajala, razveselila, lepo prosim govori. Ok, zdaj pa naslednje vprašanje, zdaj pa ne bo vprašanje, da mi ga napišete, zdaj pa za vas vprašanje. Vmes imam danes zapiske.
Zaradi tega, da sem kratka, sladka, vam zanimiva in da dejansko, ko končate s tem Facebookom, pogledate vase, pogledate, kje ste in rečete, aha, jaz sem tukaj, to grem naprej. Ko pogledate mene, ko vidite mene, zdaj vsi tisti, ki me gledate, kaj vidite? Ali vidite mene kot lepo, zgovorno, komunikativno, srčno, karkoli, ja, hvala Teja, ali, naprimer, kakšno me vidite, ali me vidite drugače. Mislim, jaz ne znam našteti, ker nimam teh besed toliko velika, to sem jih včasih imela, a me vidite kot, ne vem, ne znam, vse tisto, kar ni to dobro, sploh ne bom govorila, iz mojih ust ne bo prišlo. Kakšno me vidite? Ali me vidite v plus, ali me vidite v minus. V minus pač vse tisto, kar vas moti pač na meni. Karkoli. Vse to, kar vidite na meni, če me vidite lepo, pomeni, da tudi sebe vidite lepe. Če me vidite karizmatično, pomeni, da sebe vidite karizmatično. Če me vidite srčno, pomeni, da sebe vidite srčno. Če me vidite ženstveno, pomeni, da sebe vidite ženstveno. Če me vidite pristno, pomeni, da sebe vidite pristno. Vse tisto, kar vidite na osebi, nasproti vas, to izžarevate vi. In če me vidite, to vse imate notri vi. Neuničljivo močno. Evo, ful lepo, ker lahko preberem. Boljš, da sem danes, pa da sem včeraj zbrisala video, ker smo prišla pozno z Igorjem, sem nekaj, pa da danes posnamem. Ampak glej, mislim, da je to ta pravi. Vse, kak lepo, Joži. Joži, točno to si ti. Topla, srčna, lepa. Ni kaj. Tisto, kar si meni naštela, to si ti. Mi vedno vidimo tisto, kar smo mi. In največkrat, kar se pri ženskah dogaja, da ocenjujemo, naprimer, lahko vam povem, zdaj sem prišla iz obreda za vikend in so mi ženske nekatere iskreno priznale, da, ne vem, nevoščljivost, kako me vidijo, ena mi je celo rekla, da bi me bolj spoštovala, to meni vse te izraze, katere mi uporabljamo, pomeni, da mi ne spoštujemo sebe, mi ne cenimo sebe, mi ne vidimo sebe, da smo lepe in tako naprej. In prvo močno sporočilo, drage moje, ta svet se enkrat mora končati s tem. Prej, ko boste videvali okoli sebe, moški sploh niso izziv, moški so fantastični, moški so najbolj enostavna bitja. To je moj mož ugotovil, ker res tega več ne vidim. Po moje ne vidim zaradi tega, ker sem postala imuna, ker sem od leta 2014 do 2018, ko je skaza res se zaznamovala na zemljevid Slovenije, nema, kaj nisem dobila. In takrat sem pač mogla si narediti nek svoj oklep, slediti svojemu srcu in iti po tej poti. In na tak način me marsikdo od vas pozna, kar pomeni, če bi sledila množici, nihče ne bi vedel, kdo sem. Ker sem pa sledila sebi, svojemu srcu, sem si pa dovolila, da grem po tej poti. In eno kljukico, ali pa rečemo tisto potrditev, Darja, kar si napisala, to si ti. To tako veš, vse, kar si napisala zame, to si ti. Martina prav tako, ženstvena, zgovorna, sije svetlobo, to si ti. Milena, čau. Vsaka tista, kar napiše zame, ampak tisto prvo, kar prije na misel, ne zdaj razmišljati, kalkulirati, to je naj govori srce. Kako me vidite? Tako kot vidite mene, vidite vas. Ampak pustimo zdaj mene. Zdaj poglejmo, da bi ta svet postal lepši, da bi bilo manj zavisti, manj ljubosumja, manj nevoščljivosti. Poglejte, kako vidite svojo sodelavko, poglejte, kako vidite svojo prijateljico, poglejte, kako vidite svojo sestro, poglejte, kako vidite svojo vodjo, svojo, ne vem, vse to mi je najhujše, ki bom vedno začela, mislim, najhujše. Takrat vedno rečem, kaj se šele takrat dogaja pri vodjah. Ko vi vidite svojo vodjo, čudovito, da je delovna, da poskuša se truditi in tako naprej, to boste videli tudi v sebi. Takoj, ko tega ne boste videli zdaj govorim za ženske, predvsem za ženske, ker ženske smo najbolj kritične tudi do žensk in ponavadi vedno si predstavljamo, kako je moški boljši od ženske. Naj pa vam povem, če vidite čudovitega moškega, verjamite, da njegova žena je čudovita,
Razen tega, da še ona tega ne ve, da je čudovita, ker je tako samokritična, ampak on to noter v njej vidi. Moj mož je meni rekel, se spomnim mene 3 leta nazaj, takrat, ko sem že pa res bila malo svoja. Sem že vedela, mi je bilo čisto vseeno na nek način. Je rekel, a veš, takrat, ko so vsi misli, kakšna si, ker je bilo to tudi poudarka, ful je vedel, koliko sem veliko prejokala zaradi teh stvari in tako naprej, je rekel, jaz sem takrat vedel, da si ti samo srce. In moj mož mene vidi kot čisto srce in to, kar počnem, mi je tudi rekel, lej Tanja, ti v skazi mi samo daj support, pa mi pomagaj na en način, ampak ti furi to svoje poslanstvo, ker tega manjka in to je treba krožiti naprej. Ok, to pomeni, lepo prosim, da boste znali oceniti sebe, na kateri točki ste, dajte si narediti eno nalogo, odlično nalogo. 3 osebe, s katerimi se največ družite, s tistimi, ne vem, zberite eno prijateljico, eno sodelavko, mogoče kako sestro, sosedo, kakorkoli, napišite, katere so tiste stvari, ampak ne moreš verjeti, nekatere so tudi super, no? Bom pol prebrala, Marjetka, ampak hvala, ker pišeš, vse bom prebrala, kar bo vedno preberem in vam tudi odgovorim, tako kot čutim. To pomeni, napišite in boste znali oceniti, kje se vidite. To je prva naloga, moja prva naloga na osebnem coachingu, ko ženske jim zberejo 3 krasne osebe, tiste prijateljice in tiste, ki jim 3 grejo na živce. In pol je najhujša naloga, ker pol jim povem, da so to one, ali pa da so to oni, tudi moški to delajo, brez zamere. Moški, to je tista prva reakcija, čeprav potem moje drage moje sestre potem to vse ugotovijo, začnejo odvršiti vsa ta negativna čustva in naredijo en velik preskok. Tako da zdaj se zahvaljujem čisto vsaki od vas, tista, katera je naredila ta preskok. Iz srca sem hvaležna za to, da me je vesolje pač to izbralo, da delamo na tem in da širimo to ljubezen. Ljubezen, srečo, povezanost, sodelovanje, pomoč, opolnomočenje. Ne tisto, o čem bomo mi govorili. Danes bom samo na splošno povedala, potem pa bi vsako temo razdelala. Tisto, katero mi boste napisali, tisto temo bom pač razdelala in povedala s konkretnimi primeri. Kaj je nevoščljivost, kje se je meni zgodila, kako sem jaz odreagirala, ampak zdaj bi pa pavšalno. Pomeni, Albert Einsteina ste si zapomnili, če sledite množici, ne morete biti drugače kot množica. Ne morete izstopati, to pomeni, če se družite v krogu zavisnih žensk, boste tudi pač vi zavisna. Če boste pa stopili iz te množice, pa lahko, da se vam karkoli drugega zgodi. Tako da vse tiste, ki ste vzeli mojo knjigo in jo prebrali, sončice moje, vi ste že na poti. Vi ste se odločili, da nočete biti več take in da hočete iti korak naprej. In to je sem za reč havš. Kar pa je pomembno, da se lepo prosim ne obsojate, ker ne veste, jaz ne vem, v kakšni družini ste rasle. A ste rasle v družini, če se spomnite tiste, ki ste brali mojo knjigo, sem občudovala gospo Pirc. To je bila družina Pirc v našem bloku, čudovita družina. Še danes sta čudovit par. To je noro. V vseh letih, skozi srečna, vesela, 2 krasna otroka, ampak jaz sem skozi hrepenela, da želim imeti tako vezo. Kako on njo gleda, kako ona njega gleda in to imam. Potrkam in to imam. No, ampak to tudi vi lahko imate. Vse to lahko imate, ampak tega doma jaz nisem imela. Doma nisem imela tega. Doma sem imela, da je oče poniževal mamo, mama očeta, da je bilo konstantno veliko poniževanja, sarkazma, konstantno se je nekaj dogajalo. Vsakič je nekdo komu pod rebro kaj potisnil. In ne samo to, in tudi veliko je bilo na nek način, moji starši niso, moj oče nikoli, vedno je rekel, ne se primerjati z drugimi, jaz sem prepričana, da je on ta moja svetla točka, karkoli mi je že znal dati, mi je dal tudi po smrti. Po smrti mi je dal pa korenine in mi je dal to svetlobo, kar mi jo ni mogel dati. On je vedno govoril, ne se primerjati z drugimi, bodi to, kdor si. In mislim, da mi je to še danes tako ostalo. No? Pri moji mami je bilo to malce drugače, veliko je pomeni množica, kaj bo kdo drug rekel, kaj ono. No, v vsakem primeru je to tudi nekako zasidrano noter bilo v meni. Naj vam povem, da se mi je ta vzorec tudi sedaj odprl na obredu, da še vedno se nekaj dogaja, zaradi tega, ker pač
zaradi tega, ker nisem več toliko pozorna in je moj mož, iskreno, moj mož mi je tako rekel, Tanja, nimaš ti izziv z moškimi, ti še vedno imaš izziv z ženskami. Toliko se ženskam želiš približaš, ampak ženske še pa vedno imajo en problem s tabo. In zdaj vam bom povedala, kje je ta problem. To meni prvo sporočilo, ki bi vam želela povedati, lepo prosim, poglejte, kje ste. Poglejte, to se vse da rešiti, vsako čustvo se da rešiti, vsako čustvo lahko spravimo v svetlobo, ampak brez teme, to meni, če ne pogledamo v temo, ne moremo iti v svetlobo. Ok, zdaj pa moje opravičilo, moje res globoko opravičilo. Vsem ženskam, čisto vsem ženskam, ki vas kličem, da ste boginje. Ko vam rečem, da ste boginje, boginja ne more biti boginja, ki ni odstranila svoje negativna čustva. To meni tista, ki ima v sebi sodbe, ki ima v sebi kritiziranje, tista, ki se ne želi spopasti na nek način z nevoščljivostjo, zavistjo, z ljubosumjem in dejansko z vsem tem, kar je notri. In ko jaz taki ženski rečem, da je boginja, kaj naredim? Postavim jo na enak nivo z mano. In ko je na enakem nivoju z mano, ona zraste in reče, oh my God, Tanja me vidi kot boginjo. In če ona ne čisti svoje teme, ker jo si dvigne visoko, se njena tema povečuje. Tema, zavist, jeza, sodbe in tako naprej. To sem tudi doživela. Na obredu sem doživela, ama noro spoznanje, tako da hauš za vse te moje preizkušnje. In še nekaj naj vam povem, da moj mož je zdaj šel z mano, prvič je bil z mano v skupini na obredu. In ker smo midva pokazala to enost med nama, bo zdaj pač hodil z mano na obrede, ker misli, da je to najbolj pomembno, da lahko vsakemu pokaže, kako se lahko brezpogojno preda, kako lahko zaupa in spravi se v ljubezen. Tako da, ta obred je meni marsikaj dal, ampak tudi to, da sem danes se zavedam, kdo sem. No. Mogoče vsakič prije do tistega, da pa rečem, zdaj pa res Tanja, zdaj pa je dosta, zdaj pa res je prav, da veš, kdo si. Tako da, drage moje, ko se čistijo negativna čustva, vedno bolj veste, kdo ste. Če pa se ne čistijo negativna čustva, pa samo povečujete še bolj zavist, še bolj nevoščljivost, še bolj sodbo in to raste in raste. In to, ko eksplodira, je to vam ne znam povedati. To ne, da prijo demoni na kvadrat ven. In ti demoni so taki, da je kar za stres. Tako da vsem globoko opravičilo, to meni boginje ste lahko samo tiste, ki ne sodite, ki ne kritizirate, ki ste privoščljive nekomu, to meni želite, privoščite, da bo ta oseba nekaj imela, ki delate na opolnomočenju, na sodelovanju in na povezovanju. In vedno, vsako moje prvo srečanje, prva delavnica, karkoli bomo delali na tem. Zaradi tega, ko ženska sprejme sebe, pa ni šans, lahko se vsi rečejo ne, ona bo znala biti odločna, stati na svojih nogah, verjeti vase, jo bo zabolelo, bo vprašala, kaj to boli, ali je to moje, ne, to ni moja bolečina, vrže nazaj, ampak prav pa je, da čisti. Tako da, zato tudi 22. imam delavnico. Drage moje, zdaj pa vse tiste, ko ste rekli, da se me ne morete privoščiti, ker imam kao šole drage, to drago, tu pa je zdaj prostor. Ok, zdaj pa še sporočilo, to pomeni 2 sporočila sem dala pomembna. Ocenite sebe, kje ste, pogledajte, kako vidite mene, če me vidite lepo, vidite sebe lepo. Če vidite mene krasno, vidite sebe krasno. Sončno, srčno, kakorkoli že. Ta druga zadeva, katera je, lepo prosim, boginja je lahko samo tista, ki odstrani iz svojega življenja negativne občutke, to pomeni ne obsoja, ne kritizira, ni nevoščljiva, ni zavisna, ampak predvsem delana na opolnomočenju. In zdaj bom presrečna, peljala sem že na obrede, več kot 100 ljudi. Včasih mi prav ni jasno, zakaj to moje punce ne delijo naprej, če so naredile tak velik preskok. Pa ne samo ženske, tudi moške. In danes bom želela od njih, ne bom jim rekla, dajte punce napišite, ampak kaj jih bom prosila. Tista, ki bo pač gledala moj video, pa tega večinoma vse potem pogledajo, moj video. Me na obredu, na vsakem obredu spimo skupaj, ene v templu,
ene spijo v sobo po 3-4. Kopalnica je 1, 2 tuša, 2 WC-ja v templu, pa 2 v hiši. In niti ena do zdaj se ni zgodilo, da ne bi se zbudila vesela, srečna, da ne bi spustila v svoje življenje žensko, moškega, s srcem. To pomeni, da gleda s srcem. Kako je možno, da ko smo na obredu, to lahko gre čez? Kako je možno, da to v življenju ne gre čez? Ja, zaradi tega, ker se nam vse posod dogaja, da kar naprej nekaj mora biti tekmovalnosti, pa to, pa jaz bom boljša kot ona, pa ta bo boljša, pa daj nehite, fuck off. Punce, dosti je tega, ne moramo več biti take, pa kaj vam je, pa to dajemo otrokom, a je to prav, da damo otrokom? Mislim, halo, jaz sem presrečna, jaz že imam mojo mlado v hiši, to meni moj sin že ima punco, ki sem jo zadnjič dala gor z mojo nečakinjo, pa to je lepo, ko ena drugo gledata z ljubeznijo, kak si lepa, kak si ti lepa, my God, mislim, kje pa mi živimo? Stresa me, kar stresa me. Tako da, punce, če imate veliko zavisti noter v sebi, če ne najdete poti do ljubezni, pa dajte za Božjo voljo, dajte to enkrat odstraniti. Pejte z mano na obrede, da se napolnite ljubeznijo, da vidite, da zraven sebe imate sosedo, ki vam je najlepša, lepša vam ne more biti, da veste, da je njena sestra. Pozabite na vse, kako je oblečena, kako frizuro ima, kako je to, ampak jo vidite lepo in govorite z njo in se pogovarjate in jo stiskate, objemate. Obred ljubezni je to, da ženska odpre srce in da gradi odnos. Danes bo po moje tale moj video najbolj dotaknil vas, da vidite, da tukaj stojim odločna, jasna, Amanda, ne gre to več naprej. Mislim, komu se sladkati, komu hočete biti všečne, bolj greste ven iz sebe. Bodite to, kdor ste. Če ne, ne moramo. No, zakaj, kaj pa vpliva ta zavist in vse to? Vpliva, da ne najdete sreče v ljubezni. Ni šans, da jo najdete. Ne more biti. Ne morete imeti partnerja, ki vas ljubi, pa ste vi zavistne. Ne gre. To meni, imate nekoga, samo zato, da živite. To pomeni, ko daste to stran, ne kupujete ljubezen, ne kupujete vsega, to pride, to se samo zgodi, samo se skonekta z vami. To se zgodi, to je energija. To meni, jaz ne morem od Igorja pričakovati, da me ljubi. Ali me ljubi, ali me ne ljubi. Lahko se mu pa brezpogojno predam. Pa lahko, da danes imamo najbolj čudovit dan ever. Lahko, da pa jutri več tega ne bo, ampak uživala sem za ta trenutek. In vem, da če sem uživala za ta trenutek, bom znala ga prenesti tudi na drugi trenutek, na drugi dan, na tretji dan in da bom to tudi imela z drugim, tretjim in tako naprej. Če s prvim niste srečni, če v prvem vidite vse slabo, ne boste nikoli videli v drugem dobro. Ne boste, podpišem, če 6 mesecev ne. Pa rečete, kaj ja ali pa ne. Ok, naj še pogledam, kaj še imam zapovedati. Pa bom pa za danes končala, ker mi boste vi napisali, pa bomo pa konkretno vam bom povedala. Vse te primere sem doživela. Tudi to vam naj povem, da sem bila nevoščljiva pred leti. Ampak mislim, da sem potem zaradi tega, kdaj sem bila nevoščljiva, ko pač nisem mogla se lepo obleči, ko sem bila mogoče tako malo. Zdaj se spomnim za leta, bom vsak primer razdelala, vem pa nekaj drugega. Da potem, ko sem videla, da ne morem, da sem lahko kakorkoli, ali sem se lepo oblekla, ali sem se manj lepo oblekla, ali sem imela tako frizuro, ali nisem imela tako frizuro, kakršnakoli, da sem bila. Glejte, da sem bila najlepša v celi skupini, pa da nisem bila, da sem bila tam neopažena, ker sem bila kritizirana. Ni boš potem, da pač stojim za sabo. Jaz sem rada lepa, rada sem lepo oblečena, rada imam vse lepe stvari, rada uživam, rada se družim z čudovitimi ljudmi. V podjetju imam same lepe ženske, same lepe. Ena ni, da ni lepa. Vse so tako lepe, ko pridete k nam, moški stojijo in gledajo in se sprašujejo, my God, toliko lepih žensk. Zakaj? Ker
Kdo jim naj da odprte roke, kot pa Tanja Skaza ali pa ženska? Kdo? Tista, ki nima več tega v sebi. Tako da začnimo na tem delati. Evo, Karmen mi je še celo napisala, da dober video. Karmen, zdaj pa, ker je že 20 minut, več kot 20 minut, naj pogledam, kaj sem si še napisala. Aha, moje iskreno opravičujem vsem boginjam, tiste, ki sem vas klicala. Zdaj veste, da od danes naprej na mojih videih ne bo boginja, razen, naprimer, bom tako rekla, izjeme, ki so šle, a veste, to je pa tisto, kar bi pa podelila še eno, ker jaz tako rečem, tudi podelila vam neke moje strahove, ne strahove, da boste malo, ja, niti ne kaj ne rečem. Obstajajo ženske, ki mi konstantno sledijo in zaupajo. To pomeni, grejo z mano najprej na delavnico, osebni coaching, potem grejo na obred, dobro, marsikatera je šla iz križarjenja, pa je naredila ta protokol, potem grejo na akademijo in naprimer prav čutim, da niti enkrat ne podvomijo in mi sledijo in da jih vidite. Pa to je noro, kakšni so to premiki. Noro! To so taki premiki, da jaz rečem, oh my god, in kaj se je meni zgodilo? Kaj se je meni v poletnem času zgodilo? To, da sem šla na drugo šolo, zdaj si rečem, halo, dosti zdaj tega. Zdaj Tanja toliko ima znanja, zdaj pa pika, zdaj pa samo to znanje ponotranji in ga deli naprej. Seveda se bom tudi učila, seveda bom, ampak ni pa potrebno zdaj vse posod hoditi, da se učiš. In eni učitelji so moji učitelji, seveda jih je, mislim, v tem primeru, ampak jaz sodelujem z enimi šamani. In to so moji šamani, so Koštabonci, to je Trinity, Gaja, Alan in Luka. To so ljudje, ki sem se z njimi spoznala, ker me je Iza Loginova z njimi spoznala. 3 leta nazaj, mogoče malce več kot 3 leta, za ne vem, 2018, ne vem, 2018, to je hitri čas. In od tistega dneva sem vedno zaupala, nikoli nisem podvomila. Poleti se mi nekaj zgodilo, ker se je tudi nekaj zgodilo tako, malo smo naredili neko spremembo in sem začela dvomiti. In zdaj, ko smo bila na Ajuaski, tako kot pravim, Igor s skupino, tudi moja skupina, pa moj mož zraven, čudovito, nekaj najlepšega, se mi je zgodilo, da ko nekomu zaupaš, mu slediš. To ne pomeni, da mu slepo slediš. Vse, če ti delaš premike, to pomeni, da rasteš. Da rasteš, da se premikaš naprej. In jaz sem podvomila in ta dvom se potem tudi obesi neka temna energija. In naj vam povem, to so moji učitelji, jaz bom s temi učitelji rasla, jaz bom s temi učitelji se tudi premikala naprej, bom pa definitivno pomagala vsem tistim drugim, ki so na podobni poti, da jim povem, kako naj to širijo naprej. Tako da, ko si izberete učitelje, ne dvomiti, ker če dvomite v njih, pomeni, da dvomite v sebe. In pri meni se je to zgodilo, jaz sem šla na retreat je bil naporen zame, res naporen, ker sem šla, ne vem, vse tisto, kar sem že enkrat predelala, še enkrat, pa še enkrat čez, ampak tam se mi je velik dvom odprl, kar pomeni, to je moja krivica, moja napaka in s tem potem tudi podvomiš o karkoli drugega. Ko izberete svojega učitelja, mu sledite. Tistega učitelja, ko ste ga zbrali, tisti je pravi. Ne posluša drugega, kaj bo kdo drug rekel. Imam stranke, ki v življenju mene pokličejo, da me vprašajo za koga drugega, da jim predlagam karkoli notri. Zaupajo in to, lejte takole, havš, vsem mojim strankam, tiste, ki vas imam, iz srca spoštujem, zato, ker tudi vidim vaše premike. Tako da, ko se odločite za nekoga, ne dvomite, samo sledite, odprite svoje srce, delajte na tem, ampak tiska, ko ga boste našli, tistega rabite. Takega rabite. Nič ni narobe, če vzamete tega, tisti, ki izberejo k mene, izberejo zato, ker hočejo srčno nastopati, nekdo rabi nekaj drugega, vsak rabi neko priložnost, tudi jaz sem rabila. V Skazi, ko sem rasla, sem rabila potrditev. To meni, da sem rabila vse te nagrade. Drugače ne bi mogla biti to, kdor sem. To sem rabila, to je bila moja hrana. Danes nimam več te hrane, imam drugačno. Danes je moja hrana, da čim več ljudem odprem pot in da ne pokažem, da lahko funkcionirajo iz srca. Da ne rabijo upoštevati vse druge, ampak da je srce tisto, ki ve vse odgovore. Ok, to je to. Ok, zdaj gremo še naprej. Zakaj vas... za dom sem vam povedala. Lejte, kaj ste imeli doma, to ste prevzeli.
pustite zdaj to, kar imate doma, rečete, zahvalite se staršem, komorkoli, ampak vaša pot pa je, niste več stari 3 leta, tako da definitivno zavihajte rokave in začnite delati na negativnih čustvih. To sem imela, to je bila pa ta asociacija. Ljudje radi hodijo astrologinjam, vedeževalkam, medijstvu, kanaliziranju, ker pridejo pa jim povejo vse, kdo so. Tako kot na nek način božanstvo na 2 nogah, kar je res. No, to je isto bilo pri meni, ko sem boginjo podala na boginjo na 2 nogah, namesto da jo poskušam, da se čisti in da odpravlja tiste svoje izzive, ki jih ima tudi negativna čustva. Jaz vem, da mi rabimo hrano, da slišimo, kdo smo. Ja, ampak najboljša hrana je, da to sami doživite, zato so to obredi. Vem tudi, da ni enostavno plačati nekoga, pa da ti on pove, ti si na prvi točki, mogo boš nekaj narediti. Hvala Bogu, imate prav, hvala Bogu, da sem finančno toliko finančno varna, da lahko si izbiram stranke in da tudi rečem stranki, sorry, če ne boš nič naredil, ne moreš biti z mano. Ampak vedite, če se polnite samo z dobrimi stvarmi in nič slabega ne rešujete, da se ta luknja samo povečuje. Kaj to pomeni? Vedno večji, ko boste, vedno manjšo vrednost boste imeli. Kaj pa to pomeni? Vedno bolj boste nevoščljivi, vedno manj boste verjeli vase, vedno bolj bo deloval ego, zato ker ego ne spravljate na to, da ga znate vi voditi, ampak ego vas vodi. Tako da lepo prosim, bodite pozorni, zato je bilo moje globoko opravičilo vsem ženskam, kateri sem jih dala, imenovala za boginje, kljub temu, da niso čistile negativnih občutkov. Tako da, čisto ista sem bila, tako kot vedeževalke, ker sem pač rekla, ti si boginja, daj začni tako razmišljati. Ne, ni res, ti si dama, ki bo zrasla v boginjo, ki se boš, ko boš čistila negativne občutke, zrasla v boginjo, kajti boginja je samo tista, ki odstrani negativne občutke. Ok, da vidimo, spomnite se, vedno noter je v nas bil in angel in hudiček. Angel in hudiček. Dragi moje, Staša pa Kaja, lepo prosim, da mi ga narišete, da ga drugič lahko prikažem. Okay? To sta moji pomočnici, moji 2 krasni princesi. Ena je stara 6,5, ena je stara 7,5, 6,5, druga pa 8. Ok, to je to. Ja. Aj dosti za danes. Po moje je dosti za danes. Po moje bo čisto dovolj za danes. Zlate moje. Zlate. Ampak to pa bo še ostalo. Sem boginja. Boginjo bom poskušala odstraniti z mojega stavka. Jaz sem obdana z res čudovitimi ljudmi. To je noro. Evo, ena izmed tistih je tudi moja Mirjana. No, ona pa je boginja. Zato, ker ona upa priznati vse stvari, to pa ona je razdelala stvari in tudi širi to naprej. Ta druga moja boginja je Danica, ki se je javila. To so boginje, ko ženska se odloči in tudi res odpravi in dela in se sooči in prizna svoje občutke. Nisem tista, ki vas bom več napihvala. Mislim, vse tako in tako ne napihujem. Vse veste, Tanjo zbere tiste, ki gre delati. Ampak če že preberete knjigo, ste že pripravljeni na korak naprej. 22.9. so moje, to pa so res moje, so boginje, me pripravile na to, da delam krajše delavnice, mislim, da delam delavnice, da vas res postavljam, da postanete to pomeni odločne, stabilne, da vas ne zdrma karkoli vse. To pomeni, če imate ideje, da ostanete, sem vas bom naučila kako. Dala vam bom pravo orodja, da vidite kako. Seveda ne bo enostavno. Kaj smo pa moški? Moški, zelo lepo, Ivo, moški ste super, moški ste najbolj preprosta bitja. Vsak od moških želi svojo ženo videti srečno, resnično srečno in vse bo naredil, da je srečna. Zdaj pa, če žena išče 100 in 1, če žena ponižuje moža, če žena, ne vem, potem ženske so vrat, moški so glava. Če žena zna pravilno biti gospodarica, je moški lahko idealen zraven nje. Tako da, vi ste preprosta bitja, ki tudi želite rasti. Dragi moji, midva z Igorjem smo se zdaj odločila, da bomo oba na obredu, tako da vsi moški lepo vabljeni, vsi eni moški se že prijavijo. Eni moški so taki, ki se že prijavijo. Tisti srčni moški se vsi, ki prijavijo. Tako je čisto vseeno, če nagovarjam ženske. Tako da
Midva sva se odločila, da ni dovolj samo pomagati ženskam, ampak tudi moškim, da moške bolj opolnomočimo, da svoje žene ali pa svoje ženske, ki rečejo, joj, ne bom imel ženske ali pa ne to, da jim pomaga začeti graditi odnosa. Ne? Tako da, spomnite se, drage moje, vse tiste moje boginje, bi že zdaj lahko rekla, ali pa sestre, ki ste bile z mano na obredu, ki ste res oddelale ta negativna čustva, napišite zraven, kako ste se počutile na obredu, ko ste spale, pa šminko, pa brez šmink, pa to. Podelite svoje izkušnje, dajte jim zavedati, da smo vsi eno, ne glede na to, kakšni smo, kot pravimo. To je prva zadeva. Vi pa, lepo prosim, podelite vaše izkušnje, kaj ste, a ste bile zavistne, nevoščljive, ker bom bom izbrala vsako eno izmed teh, jaz to sploh ne morem reči, negativnih čustev, in bom podelila primere, povedala vam bom, kje zaradi tega bremzate, kje bremzate. Če ste nevoščljive, kaj vam bremza? Definitivno ne izpolnjujete svojih idej, stojite na mestu, potem lahko imate denar, pa vam tisti denar nič ne pomeni, in potem hodite na potovanja in ste glih srečni na tistem potovanju, tistih 5 dni, pa prijete nazaj, pa greste spet noter v luknjo. Ne bežati na potovanja, ne delati tega, prav je, da se soočite s svojo vrednostjo, da se soočite s svojo, ljubeznijo do sebe. Začnite se soočiti, no. Začnite delati na sebi in naredite korak naprej. Drage moje, čez teden dni, če je še katera ali kateri, da si želi z nami iti na obred ljubezni, to pomeni 17.9., lepo prosim, se mi prijavite še, ker imam še nekaj prostih mest, mislim, da še imam dva prosta mesta, v primeru, da pa bi raje kakšen korak, vi drugi se pa mi prijavite na kako delavnico, akademijo, dajmo za božjo voljo enkrat to ustaviti, ker to več nikamor ne vodi. Sej lepa ženska je lahko isto tako uspešna, srečna, zadovoljna in ni nič narobe. Namesto da takim ženskam se učimo nekaj od njih, ne pa da smo jim nevoščljive. Jaz pravim, si predstavljate še, da sem brez gubic, da nimam gub, da se še cela nebotoksiram, da shujšam meni 10 kilogramov, my God, kaj bi še takrat bilo. Tako da, ampak jaz sem zdaj sebi tudi taka lepa. Kaj še bi šele takrat dogajalo, če bi bila čisto, no takrat bi bili kaj več za govoriti. Ampak dajte pogledati to z druge strani. Ko vidite žensko na drugi strani, lepo, pametno, srečno, karizmatično, srčno, boste videli sebe. Dokler pa tega ni, pa ni šans, drage moje, podpišem se tega, to se ne more zgoditi. En krasen vikend vam želim, moj bo tudi. Jutri sem se odločila, da bom preživela lahkotno, zdaj si bom zbrala, s katero kolegico si bom naredila lahkoten petek. Soboto imam pa čudovito, imam pa faks in grem na transakcijsko analizo. Ja, spet ful lepo, se ta diploma mi koristi, da potem povežem to, kar se naučim na šamanstvu. Tako da hvala vsem mojim učiteljem, hvala Gaji, Alanu, Luki, Dani, tudi tebi hvala, mojemu bratu, ki si zelo veliko naredil. Hvala vsem mojim strankam, noro, hvala, predvsem pa hvala mojemu možu, ki me je videl in mi sam pravi, samo delaj to, ker to je tvoja pot in s tem boš tudi pomagala marsikom drugim. Vse dobro, želim vam en krasen večer.